Ideja za enodnevni izlet, kjer boste odkljukali hribe pa še morje. Z Julijo sva se odločila, da bova šla na Kamniško sedlo, ampak ker je že zjutraj izgledal vreme kot pejno vrt, sva pol v avtu dorekla, da boš da greva proti Primorski. Jaz še nikoli v življenju nisem bil na Nanosu, Julija tudi ne, tako da sva se lepo spodaj parkirala in potem po kratkem obisku naravnega stranišča samo sledila markirani poti proti vrhu Nanosa. Imaš dve možnosti poti, strmo in položno, strma markirana 1 uro pa pol, položna 2 uri pa pol, ampak midva sva šla po položni pa sva bila gor v uri 45. Jaz nisem glih največji hribolazec, tako da sva mogla izbirati nek hrib, ki je dokaj v easy in to se lahko vidi tudi po moji opremi. Edina stvar, ki je res primerna za pohodništvo, je bila majica, ki sem jo oblečena. Dobil sem jo v trgovini Vulona, kjer so znani po izdelkih iz merino volne. Merino volna je res hud material, ki poskrbi za termoregulacijo, je antibakterijski material, ki poskrbi, da ne zasmrdiš, obenem se zelo hitro suši, daje občutek lahkosti, eleganten je, trgovino Vulona pa najdete v Betice Cityju. Pol pa, če si že v tistih primorskih koncih, lahko potegneš še do Kopra, lahko kosilo, kavica, potem pa peš pot od Kopra do Izole. In kar je res hudo, je to, da so na tej poti avtomati, kjer si lahko prvošte lepo vodo, zaradi tega, ker v tej vročini je treba ostati hidriran. Za zaključek njenega enodnevnega izleta pa valjda obisk sladoledarne, ogromna ponudba okusov od čist special do klasičnih okusov, prijazna postrežba in če še niste obiskali njihove sladoledarne, jo morate nujno naslednjič, ko boste v Kopru.